imaš dosti dogodkov, ki imajo cosplay v ospredju, imaš jih ogromno, ki jih imajo e-športe in gaming na splošno v ospredju. Zelo redko se ta dva svetova združita in se jim pridružujejo še mnogi drugi, naj si je to card gaming, naj so to namizne igre, naj si je to dejansko kreativnost na področju digitalne umetnosti ali kaj čisto tretjega. Letos je ključna novost to, da še dodatno širimo področja, ki jih poskušamo pokrivati na dogodku. Torej, bistveno smo razširili Artist Alley, torej serijo mini trgovinic, mini prodajaln, kjer posamezniki, umetniki, umetnice, majhne spletne trgovine prodajajo svoje izdelke, svoje custom izdelke, svoje neke take limited edition stvari, ki jih nikjer drugje ne moreš dobiti. Pogosto iz sveta animejev, pogosto iz sveta znanstvene fantastike, popularne kulture in podobno. Tako da to je segment, ki ima sedaj, mislim, da je več kot 70 tovrstnih stojnic. Seveda tu potem še pridejo zraven vse gaming aktivacije, vsi gaming brendi, ki jih imamo prisotne na dogodku in seveda glavni oder, ki je večji, še boljši kot kadarkoli prej. In zagotovo nam je zelo ponos to, da imamo tam polno enega znanja, ki ga poskušamo predati na glavnem odru, torej na te dva glavnem odru. In ni samo to, da prideš na dogodek pa vidiš ljudi, ki igrajo videoigre. Je dosti več kot to, da imaš na koncu priložnost spoznati razvijalce, slovenske razvijalce videoiger, da imaš možnost se pogovarjati z nekom, ki je recimo lansiral svoj board game in ga je spravil na svetovni nivo v segmentu prodaje, da imaš na koncu vrhunske e-športnike, seveda, in vrhunske ustvarjalce videoiger, vrhunce igralce videoiger in na koncu je neka taka fuzija, ki je ni mogoče videti skoraj da nikjer drugje. Epicenter že 13 let sedaj je organiziran s strani skupnosti, nepridobitno, prostovoljsko, s prostovoljsko ekipo in z delom communityja, ki deluje samo zato, da katerega cilj je, da naredi boljši dogodek kot leto poprej. In ta stvar, ta način izvedbe, ki ni komercialen, ki nima zadaj nekih velikih interesov, zadaj nekih ogromnih teženj po mastnemu zaslužku. Saj nič narobe z zaslužkom, daleč od tega, ampak želimo slovenski skupnosti, igralski, gaming skupnosti in seveda sedaj tudi širše skupnosti navdušencev nad zabavno tehnologijo in popularno kulturo, želimo nuditi en dogodek, ki je narejen s strastjo, s strani communityja za community in kjer je izkušnja morebiti včasih ne tako spiljena kot mogoče na kakem ogromnem svetovnem odru. Saj niti to ni cilj, ampak je zagotovo želja to, da imamo pristen dogodek, ki je organiziran vsako leto, torej sedaj 13 let že zapored in naša želja je še vsaj 13 let to zadevo držati aktivno v Mariboru vsako leto in biti nek temelj, na katerega se lahko te skupnosti zanesejo, da bo in tako držimo to subkulturo, ta svet živ in aktiven. Cosplayerji res prinesejo nenormalno energijo na dogodek, čisto prelevijo neko normalno igranje videoiger 200, 300, 400 ljudi na kupu z ciljem igrati, se imeti fajn, pa tudi zmagovati videoigre, malce spremenijo dinamiko in naredijo stvar dosti bolj doživeto, dosti bolj ne samo igranje, ampak tudi vse drugo poleg tega in to, da vidiš kostume iz svojih najljubših videoiger, recimo, da vidiš ti zdaj tistega Counter-Strike ali pa, oziroma tistega counter-terorista v resničnem življenju, je potem neka res cool stvar za nekoga, ki je prišel igrati Counter-Strike ali pa isto za Fortnite, da vidiš karakterja, se lahko z njim slikaš, imaš to neko interakcijo, je neka dodana vrednost tako za tekmovalce, tako za gamerje, kot tudi za vsakega mimoidočega, vsakega, ki mu je svet gaminga in popularne kulture domač. Povezovanje z MKC Maribor nam je izjemno pomembno, saj smo sedaj že nekaj let z našim dogodkom doma v Mariboru, organizirali smo že serijo epicentrov, manjših epicentrov tudi v Mariboru in tu
smo, tu živimo in smiselno je, da je center, ki deluje z ciljem nagovarjanja mladih, ki dela za mlade, mi isto tako nagovarjamo zelo podobno uporabniško skupino in jih morebiti želimo spodbuditi, da pridejo tudi in se vključijo medtem še v eno skupnost, torej v skupnost, ki jo zagotavlja, ki jo upravlja, s katero svet, ki ga predstavlja mariborski mladinski community,